Vsakodnevni kriminal, vandalizem in predvsem štirje grobi fizični napadi na občane v zadnjem mesecu. Nevzdržne varnostne razmere in neukrepanje države pri reševanju romske problematike so v Šentjerneju sodu izbile dno. Na nujnost takojšnjih in korenitih sprememb so v ljudski iniciativi glasno upozorili na nepolitičnem protestnem shodu. Udeležilo se ga je več 100 domačinov in enako mislečih iz drugih občin jugovzhodne Slovenije. Posnetek dogodka objavljamo v celoti. Spoštovani, lep pozdrav vsem. Prosim najprej, če pridete malenkost bližje tukaj pod govorniški oder. Dovolite, da vas v imenu ljudske iniciative Šentjernej najprej lepo pozdravimo ter se vam zahvalimo za današnjo prisotnost in podporo. Uvodoma bi želeli k današnjemu srečanju podati nekaj pojasnil. Izzivi, s katerimi se soočamo v naši lokalni skupnosti, so že zdavnaj prerasli ideološke boje in politične igrice. Ustanovili smo ljudsko iniciativo Šentjernej, ki deluje povsem nepolitično in združuje Šentjernejčanke in Šentjernejčane, ki čutijo stiske in izzive skupnosti, ter želijo po svojih najboljših močeh prispevati k njihovemu reševanju. Za tem uvodnim pojasnilom bosta sledila nagovor predstavnika ljudske iniciative Šentjernej ter nagovor župana občine Šentjernej. V imenu organizatorja ljudska iniciativa Šentjernej vas prosimo, da se shod odvija mirno, brez eskalacij. V nasprotnem primeru ga bomo primorani predčasno razpustiti. Hvala vsem za razumevanje in upoštevanje. Spoštovane Šentjernejčanke, Šentjernejčani in ostali prisotni. Danes smo tukaj z jasnim sporočilom. Dovolj nam je. Zahtevamo spremembe, zahtevamo varnost, red in pravično za vse. Žalostjo ugotavljamo, da se varnostno stanje v Šentjerneju poslabšuje. Nasilna dejanja se stopnjujejo, pogostost in drznost storilcev se povečujeta. Ne gre več zgolj za naključja. Vse bolj nas preveva občutek, da gre za nov način delovanja marsikaterih posameznikov iz romske skupnosti. V zadnjem mesecu dni še zlasti odmevajo 4 ločeni brutalni fizični napadi na naše občane. Vsi 4 napadi so se zgodili na lastninah napadenih, domu, travniku, njivi. V teh napadih so bili 3 težje poškodovani. Govorimo le o fizičnih poškodbah. Kaj pa psihične posledice? V prvem od omenjenih primerov je kmet okopaval svojo njivo tik ob manjšem romskem naselju. Opazil je, da mu je bila na njivi povzročena škoda. Odšel je do traktorja po telefon, na kar ga je najverjetneje s kovinskim predmetom po obrazu nepričakovano udaril mlajši Rom. Pod udarcem se je sesedel, oblila ga je kri, napadalec pa je zbežal. Oškodovanec je bil odpeljan v urgentni center Novo mesto in zaradi hudih poškodb nadalje še v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Imel je zlomljeno ličnico, počen nos in 4 poškodovane zobe. Napadalec, ki je trenutno v priporu, je bil pred tem nasilnim dejanjem pri svojih 21 letih že 72krat obravnavan za različna kazniva dejanja in ima do sedaj 40 ovadb. Sprašujemo se, kako je možno, da se posameznik s takšno zgodovino prosto sprehaja med nami. Ni težko ugotoviti, da v naši državi nekaj ne deluje. Kje je odgovornost pristojnih institucij, tožilstva, sodišč? Pri drugem od omenjenih primerov je bil kmet teže fizično napaden strani 5 Romov.
Morali so ga oskrbeti v urgentnem centru, medtem ko jih je zalotil pri kraji pridelkov. Omenjeni je bil napaden že večkrat. Poleg tega mu je vsako leto povzročeno za nekaj tisoč evrov gospodarske škode. Na zasebni lastnini tretje napadenega so storilci teden dni pred fizičnim napadom najprej povzročili večjo premoženjsko škodo. Fizično so se znesli nad njegovim vozilom, porezali sadno drevje in vrtnine ter poškodovali rastlinjak. Ker je takrat to dogajanje medijsko izpostavil, je sledilo maščevanje in ponoven, tokrat fizičen napad zoper njega. Sredi noči je na svojem domu strani dveh zamaskiranih Romov prejel en močan udarec s kolom po glavi, kar je povzročilo hudo poškodbo glave, razkol v dolžini 10 cm, izgubil je veliko krvi ter ima posledično težave z vidom. Proti njegovi glavi je letelo še nekaj zamahov s kolom, vendar je napadeni k sreči uspel odskočiti stran. Kaj bi se zgodilo v primeru, če napadeni ne bi odskočil, si lahko v grozi samo predstavljamo. Četrti primer. Družina na novo priseljenih Romov v vasi je od soseda zahtevala, da jim proda njegovo zemljišče, rekoč: če ne bo šlo zlepa, bo šlo zgrda. Ko njihovi prošnji ni ugodil, mu je čez nekaj dni pogorel čebeljak s 15 čebeljimi družinami. Uradno je storilec neznan. Nasilje se je nadaljevalo, čez nekaj dni so ga fizično napadli in grozili z ubojem njemu in družinskemu članu, in to celo v pričo policista. Ti napadi niso zgolj napadi na posameznike. Posledično gre za napade na družine, na širšo skupnost, ki z njimi živi in čuti. V strahu, kdo bo na vrsti naslednji. Evidentno je, da se marsikateri posamezniki iz romske skupnosti, ki živijo v našem okolju, namerno izkoriščajo sistem, ignorirajo pravni red in z vsakim neukrepanjem države postajajo bolj predrzni. Isti posamezniki terorizirajo celo svojo lastno skupnost, pri čemer država gleda stran. Zgodb nasilništva je še precej več. Težava je, da se ljudje iz strahu in maščevanja ne želijo izpostaviti, pa vendarle na tem mestu pozivamo vse, da to storijo, da tudi širša javnost vidi in spozna, s čim in koliko primeri se soočamo, ter kakšna je v resnici razsežnost te problematike. Zgolj z izpostavitvijo teh nasilnih dejanj bo moč doseči pomembne premike k ureditvi stanja. Če policija svoje delo še opravi, pa so storilci kaznivih dejanj pogosto čez nekaj dni že na prostosti in svojim kriminalnim postopanjem nadaljujejo še bolj opogumljeno in predrzno, znanim rekom: nihče nam nič ne more. Pogrešamo učinkovito delovanje tožilstva in sodstva, da takšne primere hitro in efektivno zaključijo. Na tem mestu javno pozivamo vse odgovorne, da vse 4 navedene primere obravnavajo z najvišjo prioriteto, hitro raziščejo vse potrebne okoliščine ter storilcem sodijo in dosodijo ustrezno kazen. Policijo prosimo in pozivamo, da poveča aktivnosti preventivnega delovanja, da se takšni nasilni napadi v bodoče pravočasno preprečijo. Pričakujemo, da bo povečana prisotnost policije uporabljena za boj proti kriminalu, proti izvajalcem kaznivih dejanj in ne zgolj za večjo varnost prometa v kraju. Po navedenih primerih se ni težko odgovoriti, zakaj se ne počutimo več varno. Poleg Škocjana in Semiča je po uradnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2024 Šentjernej na 3. mestu od 212 občin, torej od vseh občin, po številu obsojenih za storjena kriminalna dejanja na 1000 prebivalcev. Z drugim podatkom, to je 3,5-krat več kot v občini Ljubljana. Prvih 7 občin z največjo obremenjenostjo kriminalnih dejanj izhaja iz jugovzhodne regije. In v vseh teh občinah živi tudi romsko prebivalstvo. Tukaj težko govorimo zgolj o naključjih. Le učinkovito delovanje
vseh 3 členov, to je policije, tožilstva in sodstva, bo med nas vrnilo občutek varnosti, hkrati pa bo vse vzgajalo za zakonito in vzdržno sobivanje. Na prvem mestu navajamo odgovorne za varnost. Varnost je vrednota, ki je v naši skupnosti najbolj prizadeta. Država se mora lotiti in obravnavati vse vzroke za stanje, v katerem smo se znašli. Od odgovornega starševstva, vzgoje, izobraževanja, vključevanja v delo in širšo integracijo. Spoštujemo vsakogar, ne glede na poreklo, narodnost, vero ali prepričanje. Toda spoštovanje ni enosmerna cesta. Spoštovanje se zasluži z vedenjem, z dejanji, s prispevanjem v skupno dobro. Ko posameznik napada, grozi, krade, poškoduje, uničuje, naj odgovarja. Enakopravno, brez izjeme. Vsi na enak način. V kar nekaj vaseh naše občine se v zadnjem letu dni soočamo tudi z nakupi nepremičnin z denarjem sumljivega izvora, strani posameznikov romske skupnosti. Kot povedo vaščani, so ti zgolj prejemniki socialne pomoči in drugih transferjev, nikjer zaposleni, ne glede na to, pa so kupci nepremičnin višjih vrednosti. Poznam je primer iz ene vasi, kjer je 21-letnik, nezaposlen na socialnih transferjih, kupil hišo v vrednosti 185.000 evrov pri 21. Nepremičnina je bila kupljena preko tretje osebe z nakazili vrednosti po 13.000, da bi se izognili preverjanju posla strani pristojnih institucij. Kje smo s preiskavami nepremičninskih poslov prejemnikov socialnih transferjev in trajno nezaposlenih? Pranja denarja, izvora premoženja. Kje so finančni inšpektori? Kje je FURS? Kako lahko nekdo kupi takšno nepremičnino, če le in zgolj prejema socialno pomoč in je nezaposlen? Medtem ko si mnogo kateri zaposleni tega ne more privoščiti oziroma si to težko. A ni socialna pomoč namenjena zagotavljanju osnovnih sredstev za preživetje? Od kod jim potem viri za nakupe teh nepremičnin? Praktično vse vasi, kamor so se v zadnjem obdobju preselili Romi, se soočajo s podobnimi izzivi. Občani v teh vaseh zaznavajo stalno kršenje javnega reda in miru v obliki glasne glasbe, kričanja, groženj. Gradnje oziroma dograjevanje objektov brez dovoljenj. Zasedanje tujih kmetijskih zemljišč. Kje so gradbeni in kmetijski inšpektori? Da številnih tatvin orodij, mehanizacij, pridelkov iz vrta ali njiv, živali niti ne omenjamo. Zakaj je toliko vsega, se vprašamo? Ker jim za svoje dejanja kot prejemnikom socialnih pomoči, denarne kazni, verjeli ali ne, ni potrebno poravnati. Torej, z drugo besedo, za svoje prestopke ne odgovarjajo. In kaj so rezultati? To vse, s čimer se v Šentjerneju in širši okolici soočamo. Z nedelovanjem države so vzgojeni za kriminal, prestopke in predrznost. In milo rečeno, to ni dopustno. Ker za kriminalna dejanja ni pravih posledic, je uničevanje javne in zasebne lastnine postala norma na dnevni bazi. Razbiti ekološki zabojniki, uničeni deli učnih poti, avtobusne postaje, prestreljeni oziroma drugače uničeni prometni znaki, nezakonito posedovanje in uporaba orožja. Tedensko lahko slišimo streljanje in druge oblike nočnega kaljenja miru. Vemo, da je v naseljih orožje. Zakaj se ne preišče romskih naselij? Kaj se s tem sporoča? Da se lahko dela, kar se hoče. Včasih je policija izvajala racije, danes tega več ne zaznamo. Pa je znatno več kriminala kot kadarkoli prej. Že s temi preiskavami bi marsikje dobili pojasnilo,
odkot določenim tolikšno, v veliki večini, nezakonito premoženje. Vladajoči, zakaj Romov ne usmerjate na pravo pot? Zakaj morajo biti tisti Romi, ki si želijo sprememb, ujetniki problematičnih, ki jih država učinkovito ne sankcionira? Zakaj ne spodbujate njihovega vključevanja v izobraževanje in zaposlitev? Marsikdo hitro ugotovi, da se bolj splača ostati prejemnik socialnih transferjev, kot biti zaposlen, zlasti v primeru večjega števila otrok. Socialni transferji so previsoki glede na nizke plače oziroma pokojnine. Zato se delo ne izplača. Ali veste, koliko socialnih transferjev prejme družina z 2 brezposelnima odraslima in 5 otroki, ki nima uradno prijavljenega premoženja? Okrog 3000 evrov mesečno v najbolj osnovni opciji in okrog 4000 evrov, če koristijo še status enostarševstva in izredno denarno pomoč, če pa je otrok več, pa še bistveno več. Pa tu niso upoštevane sledeče dodatne pravice, ki zneske še povečajo, kot so brezplačen vrtec, kosila, malice v šoli, vrtcu, subvencionirane najemnine za stanovanja, plačano zdravstveno zavarovanje in tako naprej. Je vse to primerljivo z družinami ostalih državljanov, kjer plači obeh staršev ne dosegata niti omenjenih socialnih transferjev? Kljub temu morata plači zadoščati za nakup parcele, gradnje doma, plačevanje vseh davščin in prispevkov, vrtcev in šolanje otrok, skrb zanje, da so oblečeni, urejeni, zdravstveno zavarovani, za bivanje študentov v domovih in tako dalje. Pa zaradi tega njihovi in naši otroci ne tekajo bosi in nagi, zanemarjeni po dvoriščih naših vasi. Kaj bomo rekli 280 000 upokojencem s polno pokojninsko dobo, ki so vso leta plačevali prispevke, danes pa se z manj kot 1000 evri borijo za preživetje iz meseca v mesec? Kdo je tu revež in odrinja na rob? Tisti na socialnih prejemkih ali tisti, ki dela oziroma je delal pošteno vse življenje? Država s socialnimi transferji gotovo ne spodbuja vključenosti in odgovornosti. To se jasno vidi in čuti. Ravno obratno. Socialna pomoč bi morala biti namenjena zgolj za premostitev težke življenjske situacije in ne trajna kot način življenja. Kje je tu pravično, se sprašujemo? Je delo sploh še vrednota ali je že sramota? Še eno vprašanje se nam tu poraja. Kako to, da nekateri prejemniki visokih socialnih pomoči živijo v slabih higienskih razmerah, da so otroci brez obutve raztrgani, zanemarjeni, da so dvorišča in bivanjski prostori tako revni? Se kdo vpraša in preveri, če javni denar sploh pride do njih? Ali ga kdo prej prestreže? Je posredi kaj drugega? Kakšna posojena morda z oderuškimi obrestmi? Kako to, da je v naseljih velika razlika med urejenosti in zgledom domov različnih družin s podobnim številom otrok pri podobnih prejemkih socialnih transferjev? Kako to, da se v medijih nikoli ne izpostavi teh razlik in tudi ne dragega voznega parka posameznikov, ki so izključno prejemniki socialnih transferjev in trajno nezaposleni? Če bi bil v državi red, vseh teh odstopenj ne bi bilo. Občani se sprašujemo, kaj je še potrebnega, da se bodo na področju te problematike vendarle zgodili pomembni premiki. Bo moralo res priti najprej do tragičnega dogodka? Lahko to preprečimo? Država. Dovolj imamo neodzivanja države in življenja v takšnem okolju. Leporečenju več ne verjamemo. Ne pristajamo na izgovore, da če se toliko let ni nič naredilo, tudi sedaj v kratkem ne more biti rezultatov. Šentjernejčani zahtevamo konkretne ukrepe,
ne le kozmetičnih popravkov in ideoloških debat levih in desnih, temveč pozivamo na maksimalno sodelovanje vseh deležnikov, vseh barv, vseh ver, vseh nazorov. Od vlade in ministrstv zato zahtevamo prvič zagotovitev varnosti ljudi ter zaščito osebnega in družbenega premoženja. Drugič, prenovo socialne in delovne zakonodaje. Delo se mora izplačati, delovno sposobni morajo delati, ne pa biti trajno prejemniki socialne pomoči in drugih transferjev. Izterljivost kazni vsem kršiteljem, tudi prejemnikom socialnih transferjev. Vsak naj odgovarja za svoje dejanja. Četrtič, preveritev izvora premoženja primarno pri prejemnikih socialnih pomoči in trajno nezaposlenih, ob nakupih nepremičnin in luksuznih avtomobilov, sledljivost denarnega toka, prepoznavo goljufij. Petič, sprejem ustrezne zakonodaje, da bosta tožilstvo in sodstvo lahko delovala hitro in učinkovito, brez izgovorov. Šestič, preprečiti gradnje na tujih in kmetijskih zemljiščih. In še sedmič, motivirati za vključenost in integracijo Romov v družbo, poskrbeti za kvalitetno sobivanje. Danes smo tu zato, da nedelujoči državi sporočimo, da bo vsem nasilju, krajah, uničevanju osebne in družbene lastnine, predrznosti, kršenju reda in miru, ne bomo več molčali in stali križem rok. Zahtevamo pravično, varno in odločno državo, spoštovanje zakonov, temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kar je zapisano v Ustavi Republike Slovenije in ni spoštovano in zagotovljeno v vsakdanjem življenju vseh naših občank in občanov. To bi bilo na kratko od nas v tem prvem delu nas ljudske iniciative Šentjernej. Toliko, sedaj pa k besedi vabimo našega župana, gospoda Jožeta Simončiča. Spoštovane občanke in občani, cenjene državljanke in državljani, prijatelji Šentjerneja, lepo vas pozdravljam v imenu občine Šentjernej in v svojem osebnem imenu. Danes smo se zbrali na protestnem shodu, ker želimo naši državi, državnim organom in inštitucijam, ki po povlastilu ljudstva, v imenu ljudstva in za račun ljudstva vodijo našo državo, sporočiti, da s trenutnim varnostnim stanjem nikakor nismo zadovoljni, da se čutimo kot državljani in plačniki davkov in prispevkov opeharjeni, pred zakonom neenakopravno obravnavani in diskriminirani. V občini Šentjernej, občina Šentjernej je dinamična in razvojno naravnana lokalna skupnost. V naši regiji, ki se po ekonomskih kazalcih lahko primerja z osrednjo Slovenijo oziroma Ljubljano, smo po uspešnosti takoj za mestno občino Novo mesto in nad slovenskim povprečjem. Za vlaganje v infrastrukturo,
ki v letošnjem letu znašajo 9 milijonov evrov, se trudimo zagotavljati kakovostno življenje našim občanom, zadržati mlade v domačem kraju, privabiti nove investitorje, biti prijazna, varna in zaželjena lokalna skupnost. Ves naš trud in uspehi zbledejo ob dejstvu, da postajamo v zadnjih desetletjih vedno bolj ogroženi, v smislu vedno pogostejših in vedno težjih kaznivih dejanj zoper premoženje in v zadnjem obdobju tudi zoper zdravje in življenje. Živahno družbeno življenje zamira, potencialni investitorji izražajo pomisleke, nezaupanje in nelagodje povezano z razočaranjem in jezo pa med občani naraščata. V Šentjerneju so bili vedno dobrodošli in sprejeti vsi ljudje, ne glede na nacionalnost, vero ali politično pripadnost. Med nami in Romi je v preteklosti vladalo nekakšno krhko ravnovesje, ki je navkljub vsem nevšečnostim še omogočalo sobivanje. Sedaj je zaradi izsiljevanj, tatvin in ropov ter fizičnih napadov nezaupanje preveliko in sobivanje praktično nemogoče. Stanje, ki je za vse nas, predvsem pa za Rome zelo neugodno in obenem lahko tudi zelo nevarno. Niso vsi Romi enaki, vendar je na žalost med njimi vedno manj takih, ki bi se neodgovornemu in nezakonitemu načinu življenja odpovedali in živeli v skladu z večinskimi civilizacijskimi normami. Romi nimajo pravice pričakovati, da bodo med nami sprejeti, vekolikor se niso pripravljeni odpovedati neodgovornemu in nezakonitemu načinu življenja. Kraje in ropi, nezakonito zasedanje tujih zemljišč, nelegalne gradnje na tujem zemljišču, neplačevanje komunalnih storitev, prisilne poroke in rojevanje 15- in 16-letnih deklic, izseljevanja in grožnje, napadi in pretepi, neznanje uradnega slovenskega jezika, neobiskovanje obvezne osnovne šole, neodgovorno starševstvo, ukvarjanje s kriminalom, stalna brezposelnost, prav gotovo niso ravnanja, ki bi med Romi in neromi omogočala medsebojno zaupanje in sodelovanje. Navkljub navedenemu načinu življenja nad Romi večinsko prebivalstvo še ni obupalo. Romi imajo, tako kot vsi ostali, vse ugodnosti naše družbe. Prejemajo denarno socialno pomoč, nadomestilo za brezposelnost, otroške dodatke, brezplačno pravno svetovanje, komunalne storitve so jim na voljo tudi ob neplačevanju. Vse navedene ugodnosti, ki jih zagotavlja družba, Romi na žalost smatrajo kot samoumevne. Še več, tej družbi, ki jim nudi številne oblike pomoči, v upanju, da se bodo Romi enkrat končno postavili na svoje noge, svojim načinom življenja in kaznivimi dejanji škodujejo. Ali Romi res ne vidite, da s tem škodite predvsem sebi in svojim otrokom? Nekateri, sicer redki med vami, pa so imeli pogum in moč, da so šli svojo pot. Tem posameznikom čestitam in jim izrekam zahvalo. Ste dokaz, da je mogoče, če je želja dovolj velika. V imenu občanov vse Rome pozivam, da se odpoveste neodgovornemu načinu življenja in kriminalnemu delovanju. Zberite pogum in izločite iz svoje sredine posameznike, ki vas vlečejo na dno in z vami upravljajo. Odločitev je vaša, namesto vas je ne more sprejeti nihče. Največja odgovornost na strani Romov za spremembo življenjskih navad in izločitev posameznikov, ki se zatekajo v kriminal, je prav gotovo na različnih romskih organizacijah in romskih občinskih svetnikih. Veliko razočaranja nad dejanskim stanjem pa moram v imenu občanov nasloviti na državo. Državne organe in inštitucije, katerih naloga je sprejemati in izvajati zakonodajo,
ki mora omogočati najprej varno življenjsko okolje prebivalcem, varovati premoženje in ščititi način življenja in vrednote, ki veljajo oziroma smo jim državljani zavezani v našem kulturnem okolju. Še zdaleč niso vsi Romi kriminalci, nažalost pa je res, da v našem okolju okrog 2/3 vseh kaznivih dejanj povzročijo pripadniki romske populacije. Prav tako je res, da je v občinah z romskim prebivalstvom nekajkrat več kaznivih dejanj kot po občinah, kjer Romi ne živijo. Predlog sprememb 4 zakonov, ki smo ga v parlamentarno proceduro vložili župani, je bil strani trenutne koalicije v državnem zboru zavrnjen z utemeljitvijo, da je predlog sprememb neustrezen. Obenem je bil izglasovan sklep. Obenem je bil izglasovan sklep, da bo koalicija pripravila svoj predlog sprememb zakonodaje, ki bo naslavljal potrebne spremembe na sistemskem nivoju. Od takrat sta minili 2 leti in zgodilo se ni nič. 3. junija letos, nekaj dni pred napadom na ribniškega župana, sem zaradi zaostrenih varnostnih razmer v občini na predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba, naslovil pismo, v katerem sem ga prosil, da v najkrajšem možnem času obišče našo občino skupaj z ministri za notranje zadeve, socialo in pravosodje, da se osebno prepriča in pogovori z nami o konkretnem reševanju velikih težav, ki hromijo življenje v naši občini. Prijel nisem nikakršnega odziva oziroma odgovora, zato sem na predsednika vlade 20. junija ponovno naslovil pismo z enako prošnjo. Tudi na ta dopis žal ni bilo nikakršnega odgovora. Zaradi zelo uspešnega gospodarstva in visokih plač vplačujemo v državni proračun veliko davkov. Naše davke sprejemate, naših težav in prošenj pa ne slišite in ne upoštevate, še več, ignorirate nas. Ali res mislite, da je katerakoli vlada, parlament ali sodišče nad narodom? Zaradi vedno večjih varnostnih težav je pri nas vedno več policije, kar na kratek rok sicer daje nekatere pozitivne rezultate. Mi si ne želimo vedno več policije. Zahtevamo mir, varnost in normalne pogoje za delo in življenje. Zahtevamo le enakost in enakopravnost. Pričakujemo in zahtevamo sistemske spremembe socialne, delovnopravne, davčne in kazenske zakonodaje, ki je več kot očitno za današnje razmere neustrezna in neučinkovita. Navedel bom le nekaj primerov neustrezne zakonodaje, ki je v posmeh poštenim državljanom in davkoplačevalcem. Prejemniki denarno-socialnih pomoči morajo dokazovati, da so aktivni iskalci zaposlitve in da aktivno rešujejo svoj socialni problem, sicer pravico do denarne socialne pomoči izgubijo. Kako je mogoče, da nekaterim prejemnikom denarno-socialnih pomoči, ki so dela zmožni, uspeva vse življenje dokazovati, da iščejo službo in da aktivno rešujejo svoj socialni problem? Izplačilo denarno-socialne pomoči se prekine, če je prejemnik na prestajanju zaporne kazni. Zakaj to ne velja tudi v primeru pogojne obsodbe za kazniva dejanja? Saj gre vendar za pravnomočno obsodbo zaradi storjenih kaznivih dejanj. Ali je res potrebno in pravično, da so tudi pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja še kar naprej prejemniki denarno-socialnih pomoči? Prejemanje nadomestila za brezposelnost se z novim letom zvišuje. Zavod za zaposlovanje lahko napoti brezposelno osebo le na delovno mesto,
za katero se zahteva zgolj 1 stopnja nižje izobrazbe od pridobljene. Ali je ta omejitev res potrebna in smiselna? Ali ni vsako delo častno? Ali ni oseba, ki je brezposelna in prejema od države nadomestilo za brezposelnost, dolžna sprejeti vsako ponujeno delo? Zakaj pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb zadrži izvršitev? Ravno obratno pa v davčnih postopkih pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. Obiskovanje osnovne šole je zakonska obveza in obenem tudi zakonska pravica. Zakaj se neobiskovanje osnovne šole ne sankcionira avtomatično in sicer za vse enako, ne glede na socialni status, z globo, ki je tudi za prejemnike socialnih transferjev izterljiva, ali preprosto z znižanjem otroških dodatkov, ki so namenjeni preživljanju, vzgoji in izobraževanju otroka. Zakaj se primeri neodgovornega starševstva, zanemarjanja otrok, dosledno ne kaznujejo z denarno kaznijo oziroma z odvzemom otroka? Trenutno je v proceduri zakon o izvršbi. Lepa priložnost za poslance, da izglasujete možnost izvršbe socialnih transferjev. Če je mogoča izvršba plače, naj bo v enaki meri možna tudi izvršba socialnih transferjev. Resna in odgovorna država ne sme za nobeno ceno dovoliti, da kdorkoli pretepa policijo, vojsko, socialne delavce, zdravnike, učitelje, župane in tako naprej. Če danes pretepajo nas, bodo jutri prav gotovo lahko tudi druge predstavnike države. Ogromno število razlogov za spremembe, ki bi pozitivno vplivali na stanje v naši družbi na eni strani in tako malo volje in pripravljenosti pri tistih, ki lahko te spremembe izvedejo. Kje so razlogi, da se spremembe ne zgodijo? V argumentih prav gotovo ne. Mogoče pa je razlog v interesih, ki jih ne vidimo, jih pa občutimo. Govorim v imenu številnih občanov, ki v trenutnih razmerah trpijo in se čutijo prikrajšane in zapostavljene. Dolgo časa smo naivno mislili, da v Ljubljani ne poznate dejstev in razmer v našem okolju. Mislili smo, da ne razumete, da nimate podatkov. Šele sedaj nam je jasno, da veste in razumete, da imate vse podatke in informacije. Dolgo smo prosjačili za ukrepanje, sedaj spremembe zahtevamo, to je naša pravica. Vsem nam, predvsem pa vsem tistim, ki odločajo, želim tehten premislek in veliko modrosti. Upravičene zahteve terjajo razumne spremembe. In spremembe se bodo slej ko prej zgodile. Hvala za vašo udeležbo in lep dan želim. Spoštovane, spoštovani, ne bomo se več vračali v domove s spuščenimi glavami. Ne bomo več šepetali za 4 stenami, ko bomo govorili o težavah. Velja? Nadaljujmo s povezovanjem vseh in med vasmi. Bodimo drug drugemu v pomoč in oporo. Naj nam bo mar, ko vidimo ljudi v stiskah. Pomagajmo še posebej starejšim.
Vse tisto dobro, kar nam je ta hiter življenjski tempo vzel, moramo povrniti. Bodimo pogumni, zgodbe izpostavljajmo, prekrške prijavljajmo. Le to je pot do boljšega jutri. Vladajočim smo skupaj predali naša pričakovanja in zahteve, v skrbi, da nas tragični dogodki ne bi prehiteli. V zaupanju, sprejemanju in podpori tistih Romov, ki se nam želijo pridružiti v skrbi za boljši jutri, nas vseh in z nami kvalitetno sobivati. In v zahtevi po odstranitvi z našega okolja tistih, ki nad prebivalstvom sejejo strah in teror. Hvala vam, Šentjernejčanke in Šentjernejčani, ki ste se vabilo na shod tako množično odzvali. Nadaljujemo s skupnim trudom za varnost, enakopravnost in pravičnost naše družbe. Hvala vsem, ki ste prišli in nas podprli od drugod, kjer se morda soočate s podobnimi izzivi. Ostanimo povezani za kvalitetno skupno prihodnost. Hvala medijem, ker boste o izzivih našega prebivalstva poročali objektivno. Združeni smo močnejši in danes smo z množičnim in odločnim shodom pokazali, da je skrajni čas za spremembe in ukrepanje s pričetkom tukaj in zdaj. Ljudska iniciativa Šentjernej, Vladi Republike Slovenije in povezanim inštitucijam za pripravo učinkovitih ukrepov postavlja rok. In sicer do sredine septembra. Ukolikor ustreznega odziva ne bo, bomo svoje zahteve stopnjevali naprej. Vladajoči, to vam obljubljamo. Spoštovane, spoštovani, takrat pa zopet računamo na vašo podporo. Čas je, da se nas sliši in upošteva. Hvala vsem še enkrat. Shod s tem zaključujemo. Želimo vam lep in miren večer. Shod je razpuščen. In to mora biti enotnost države. Thank you.